besedo. V svojem referatu bom predstavil nasledek večletnega dela pri evidentiranju oporok v slovenskem jeziku. Kot je bilo že v najavi povedano, hranimo v zgodovinskem arhivu Celje nekaj 10 fondov krajevnih oziroma gospoščinskih sodišč. Znotraj teh fondov se pa najde tudi tu in tam kakšna oporoka v slovenskem jeziku, ki sem jih pa evidentiral za potrebe projektov Matije Ugrina in pa Borisa Gorca, ki sta v sklopu svoje raziskave evidentirala uradovalno Sloveniko do leta 1850. Spisi v slovenskem jeziku, se pravi v tem primeru oporoke, se začnejo pojavljati množičneje konec 18. stoletja, kar lahko imamo za nasledek terezijanske šolske reforme, ki je pač v tem času obrodila sadove tudi na tem področju. Obdelal sem 28 oporok, 16 so jih pripravili oziroma narekovali ženske, 12 moški. Oporoka pa, da se malo spomnimo, je pravni akt, s katerim posameznik določi prejemnike oziroma dediče svojega premoženja za primer svoje smrti, predpiše pogoje, po katerih bodo prejemniki upravičeni do tega darila oziroma volila, ter predpiše tudi podrobnosti v zvezi s svojim pogrebom in s posameznimi upravili, ki naj bi jih upravili za njim. Večinoma so oporočniki narekovali svoje oporoke na smrtni postelji, se pravi pri koncu svojega življenja. Mogoče taka simpatična razlika je pa oporoka Mozirjanke Marije Podložnik, ki je pri dobri pameti in pri svoje starosti zdravju k zapisovalcu, ker sama, se pravi v lastnih nogah, pripeljala seboj zdola podpisane priče, na to vižo za izvižati in upričati. Zavedala se je namreč pravnega pomena, oporoke in tudi svojega stanja, ki ga je tudi razložila. Kjer sem že pri letah, vsako uro se troštam, da bom pred večnega Boga na rajtingu poklicana, da po moje smrti ne bi nobene prepirinke bilo. Edina je pa tudi omenila jezik, v katerem je dala zapisati svojo posledno voljo. Se je želela, da bi v materinski šprahi na pismo postavljeno bilo. Nekako posebna je tudi oporoka Antona Šupergerja iz leta 1842. Šlo je namreč za drugo oporoko. Prvo oporoko je pa ta bolnik, se pravi oporočnik, sam svojo roko v pričo zravno stoječih prič strl in pretrgal in je rekel: jaz sem že dolgo bolan, sem že veliko zamucal ali zaceral in na to vižo je le ta testament naredil in svojim križem potrgal. Se pravi, gre za spremembo, ki je nastala pač zaradi njegove dolgotrajne bolezni in zaradi premoženjskih sprememb, ki so se v tem času dogodile. Začetek oporoke je predvsem v znamenju intitulacije, se pravi, začenjajo s tem, da povedo o sebi svoje ime in priimek, svoje to domačinsko ime. Redkeje samo v štirih primerih se pa pojavi klicanje Boga za pričo, oziroma se zapustnik oziroma zapustnica obrača na trojedino Božjo osebo, se pravi Očeta, Sina in Svetega Duha. Sicer pa večinoma, kot sem omenil, prevladuje to, da je pač testament tega in tega, oziroma jaz, ta in ta. Klicanje Boga za pričo se pa večinoma pojavi v tej formi. V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Jaz izročim mojo dušo Bogu, truplo črni zemlji, kar pa se tu častno blagu tiče, sem pa tako naredil. To je v večini primerov ta forma. Mislim, da na tej predstavitvi bo pa tudi vidno, ko so te posamezne Božje osebe ločili s križti, tako da ima tudi okrašen ta začetek. O pravni varnosti oziroma o samih dejavnih, ki naj sledijo te oporoke, je relativno malo. Dve sta take, ki zbodeta v oči. In sicer že omenjeni Anton Šuperger je rekel, da Gosposki lepo in ponižno priporoči, da bodo le ta testament na to naročenje potrdili in tako spolnili, kakor je to zamirkano ali zapisano. Jakob Drev z Andražem nad Polzelo se je pa na koncu še nekako obrnil na tiste, ki so mu v tej zadnji uri stali ob strani in jih je potem nagovoril. Vse to vam bo priporočen, moj prijatelji, ker jaz če občutim na svojem život, da vas bom zapustil. To prosite Boga zame, jaz bom pa za vas. To potrdim jaz iz svoje lastne rokoj s predstavljenim križem.
Tako, to je ta uvodna formula, v sredini, se pravi v srednjem delu, je pa tisto, kar nas v tem sklopu zanima. Tam je pa namreč navedeno vse tisto, kar se naj zgodi s posameznikovim premoženjem, glede na njegov status v družbi, glede na imetje, s katerim je razpolagal. Gre tukaj za nepremičnine, za premično premoženje, za terjatve, za dolgove, pa ne nazadnje zelo pomembna komponenta poroke je pa tudi določilo, s katerim se pač je poskrbel za svoj onostranski blagor, se pravi za dušnice, pogreb in vse tisto, s čimer naj bi ga spremili z tega sveta. 15. porok izmed naštetih, se pravi obdelanih porok, začenja popis premoženja iz posesti, se pravi grunta, nepremičnin. 7 poročnikov začenja z dobrodelnostjo oziroma z intencijami, se pravi z mašnimi ustanovami, koliko je pač treba za maši plačati. Eno poročnik je popisal vse svoje dolžnike in eden je popisal svoje premičnine. Nepremičnine, se pravi lin, oziroma delež na posestvo, je v tem času še vedno sidro, neko osnovno turišče gospodarske neodvisnosti posameznika in pa njegove družine. Zato ne presenečajo take besede, kot so recimo v inventarju Antona Brinška, ki je vključen v poroko. Pravi pa tako, primo, ta moj lastni mlin ves Formes in v ta malo vredne grunt zravno pred mlinom za 647 goldinarjev. Sekundo, ta vinograd v rudnice za 300 goldinarjev. Tercijo, to boš v repu za 50 goldinarjev. To se miše, kjer pozor stoji 3 goldinarji. Pač naredil inventar tega svojega nepremičnega premoženja in koliko je pač to vredno. Na grunt so bile pa povezane tudi razne terjatve, ki so bile knjižene v obliki zatovnic v zemljiško knjigo, na kar so tudi upozorili zapustniki. Tako je recimo Jakob Drev rekel, da ta grunt se pa še ima dobiti jerpšne za mojo prvo ženo od Simona Grila, 7 goldinarjev 30. Ta dolg je pa od leta 1781, tok pa činža pride glih 15 goldinarjev. Tok je cela šuma 22 goldinarjev 30 krajceljev. Ker je bil potem na novo poročen, je pa seveda naredil tudi malo razliko med otroki iz prvega zakona, ki so bili upravičeni do tega svojega materinskega deleža, pa do drugih, ki so bili upravičeni samo do njegovega deleža. In pravi, kar je tega prvega zanitvanja ženo z nežo je grliko, to prvošim tem prvim jerbam več kot tem drugem, ker otroci so vsi moji. Tok, kar še pa bo za manoj, pa vse glik že prvi, kot te drug. Žal pa ta zapustnik ni imel sreče s tem, ko je določil za svojo glavno delinjo, delino svoje posesti svojo ženo in je najprej napisal v poroku. Te grunt pa svoj žen Marij za šafo, ona se pa grunt odpave, pravi njega ta grešina pomeloče, jaz ga ne bom nase odpravljala. Zato je raj za šafo svoj žen Marij, eno kravo, in kožuh, ene bele štumfe in umarce. Prav, ženska je bila malo v dvomi glede svoje sposobnosti, da prevzame posestvo. Precej različna pa je bila Elizabeta Razpotnik, ki je v svoji poroki zapisala, da je 74 let stara vezicar pod šeneško grešino, v poroku pa je dala napisati še veliko več, kar sodi v njo. Ker jaz imam 6 mojih lastnih otrok, je Falen, Tjur, Marka, Micka, Nežo in Alena, pa zmed teh vseh 6 te drugi so me vsi zapustili. Samo Micka te zmeraj bila pri meni. Tok je moj majnega, da bo ona pezicar za menoj. Če glih se Falen hvali, da sem križ naredila, da bo on je imel za menoj, pa če je križ nared, je brez moje vole nared. Prav tisto drugo je pa to, da celo enemu izmed svojih otrok potiha, da je bil sposoben ponarediti njeno zadnjo voljo. No, zanimiv je tudi inventar Mihaela Uraniča, ki je pa zelo podroben. Začenja z nepremičninami, s stavbami, ki stojijo na teh nepremičninah, potem pa pride do zadnjega kosa orodja, do zadnje verige, ki jo je uporabljal pri vozu. Ves grunt iz semenom vred je ocenil na 450 goldinarjev, ves cimpar, kar ga je pri gruntu v slabim stanju na 50, 2 krave, obe dve za 60, 2-letnega junca 30, eno brejo svijo pa na 10 goldinarjev. Sledi popis pridelkov in zalog, 11 škafov ajde, prosa 8 škafov, turške 7, vse odkup 26, 60 škafov krompirja, špeha, suho meso, 10 klobas, 20 palc platna,
10 centov mrve, 6 centov slame, en voz je nabrana na drvo, 4 motike, gnojne vile, kisu zele, en kat, vse v kup za 8 goldinarjev, ribe žinzev, eno svinsk futer, gnojna dvoriš, ena ketna enozavarnica, kuhinjski cojk in še naprej, prav do zadnjega predmeta. Z dolžniki si pa ta zapustnik ni belo glave. Kokor je bojo erb povedal, tok se je bo plačal. Z naslednika mu je bilo pa tudi v bistvu vseeno. Kokor se bodo ti trije erbi med seboj oglihali, tist bo zabirta. Zapustniki pa so pogosto to svojo skrb z razdelitvijo premoženja že odpravili pred tem. Torej ni veljala tista priljubljena krilatica, ti meni luč, jaz tebi ključ, ampak so že prej predali v svoje posestvo v tuje roke, se pravi v roke nasledniku, najpogosteje seveda sinu ali pa zetu, in so potem razpolagali samo še z denarnim deležem. No, omenjena Marija Berložnik, ki je kljub temu, da se je pač izrekla za slovensko špraho, za svojo poroko, je pa vendar tiste formalne stvari je pisala, pa je zdala zapisati pa v nemščini. In to se sliši tako. In mojemu sinu Jozefu je pri hiši zadosti ostalo. Moj talk hiši prnešen, kakor govori Hojrac Brib, sub protokolo folio 207 dato 29 jener Herrschaft Zanek, anno 787 et in Anmerkung dato 24 Mai 794 se previža in spozna, zato jest od teh hiši prnešenih denarjev za šafam in spoznam. Kjerkinici nosino Johannesu, kateri je pri soldati in mu potem pusti nek svoj denar, s tem dodatkom, da hčerka podeduje ta denar, če Johannes pri soldačini umre, ali pa da se od soldatov v 15 letih ne vrne. Iz oporok, kot smo malce že tudi slišali, silijo tudi kakšni podatki, za katere je bilo zapustnikov zelo pomembno, da jih ljudje zvejo, niso pa nekako del oporoke same po sebi. Tako je Marko Potočnik zamražen nad Polzelo bil zelo razočaran nad ženo, ker je moja žena skazila sama glihansko pismo, da ni neč men unšala polovico svojega tale, tako pa tudi jaz nje neč ne zašafam. Ona je že odmet zadost dobila. Raje je imel pa zeta pa hčerko, ki sta ga pazila in skrbela za njega v zadnji uri. Tako je njima potem zapustil tiste denarje, razen nujnega deleža, ki je pa pustil, da ga gospodska razdeli, tako kot so cesarske postave. Iz teh prejemnikov se tudi družinska razmerja lepo vidijo, kdo je bil komu bolj ljub, kdo komu manj. Tako je recimo ena zapustnica Helena Tičar razdelila med svoje sorojence. Naslednje tok zdaj od teh denarjev zašafa moji sestri, kateri je Mica, ime 40 goldinarjev, zraven tega še eno ruto, ene čevle, Cvajten 40 Terezi, katera je od moje sestre Neže rodena. Se pravi, sestro je tukaj malo prezrla, verjetno se nista bila najboljše. Tisti Neži je pa podarila samo eno kiklo, Firtah pa eno jopico. Zelo pogosto so v teh svojih pravilih tudi omenjali ljudi, se pravi potomce, ki so bili odsotni, bodisi da so bili fante pri vojakih ali da so se že odselili, in te ljudi je pač moral njihov delež čakati v obliki zadolžnice na posestvo. Ta zadolžnica je bila pa brez obresti in zato so se potem lahko tudi te po preteku teh služenja vojske, lahko so se vrnili, imeli svoje erberge, tako se reče, prav prenočišče oziroma bivališče v hiši in so tako ostali pač kot neporočene tete oziroma strici. No, zanimive so recimo taki detalji, da so nekateri še na smrtni postelji delali kar precej dolgoročne načrte, kot recimo neporočena Katarina Medvešek iz Bukove pri Sevnici, ki je očitno uspešno plemenitila svoj erbtal, ki je znašal 54 goldinarjev. Tega je namenila svaku Matevžu Konšku, verjetno je skrbel skupaj z njeno sestro za njo, ko je zbolela. Potihem je pa špekulirala tudi tole. Če še kaj za vunem dvem sestram pride, ko so že pred umrle, in če bo kaj interesa, obresti, tudi kar ima med ljudmi, ko v krajcer je posodila je, se prav, ona je tudi posojala ta svoj delež, in če bo še kaj gvanta, to je vse obljubila svaku in sestri Neži, ki zato dajejo obljubo,
da smrt žlejt, se pravi, da bo lahko do smrti pri njih, ker precej načrtov je imela v tej svoji oporoki še. Pa spomnijo se seveda v tem času tudi na tiste, ki so ostali v strani, ki so jim pomagali, če so bili to sorodniki ali ne, in tudi nekako ocenijo ta njihov delež, njihovo pomoč in se jim tudi zahvalijo za njih. Tako je dolgotrajni bolnik Anton Schuperger, ki je posestvo že prej izročil v bratove roke, rekel, kar čez maše in pogrečno ostane, ima pa njegov brat Jernej Schuperger vse čisto prejeti ali dobiti, zato ker njemu popolnoma v njegovi veliki in dolgi bolezni lepo postregu in veliko nadležnost ali mu jo žni imel. Res pa je, da je mogel ta brat potem poskrbeti za to, da je odrajtal te zapustnikove otroke in jim je moral potem izplačati tudi delež dediščine. No, sin Jurij je gospodaril tudi v Železnem pri Galici, odkoder je bila doma Marija Vengost, ki je namenila svojemu sinu Juriju Vengoštu 218 goldinarjev, svojih hčer Mariji pa 50 goldinarjev. Ampak je to pojasnila, da je ona sinu branila, da se ni v Bihugo podal, ko so njemu gospod Javt travnik otli plačeti, pa ni storiti otu, ko mu je mati branila, zato je pa bil veliko poškodovan, zato je pa njemu več zašafala. Zelo pomembno je bilo tudi, da se iz te vsote, ki je bila kot delež posestva oziroma kot delež dote pri ženskah, da se plačajo razne obveznosti, se pravi dolgovi, ki so jih posamezni oporočniki za seboj pustili, posamezne stvari, ki so bile še odprte, predvsem pa tisto, čemu se bomo posvetili v naslednjem poglavju, se pravi mašne intencije, tak primeren pogreb in podobno. Je pa zelo zanimiv primer tudi to, ko je recimo krava dostikrat veljala kot valuta. In je recimo ta Marija Verdel dala zapisati, da dvema upnikoma dolguje 17 goldinarjev. In rekla, če to Gašper Verdel, se pravi sin, plača, mu ostane krava, če ne plača, bo ta krava vzela. Kar čez ostane, dobi Gašper Verdel. Se pravi, naj se potem znajde, bo raj dal rep iz štale, bo pa raj potem plačal v dovolini svojih prihrankov. Zelo pomembna postavka v oporokah je pa plačilo intencij, se pravi plačilo za maše, kamor so sodile tiste maše oziroma tisti verski obredi, ki so bili neposredno povezani s samim slovesom od tega sveta. Gre za pogreb oziroma kondukt, potem za mašo za dušnico, pa za sedminsko mašo. V drugem sklopu sodijo pa maše, ki so bile plačane za daljše časovno obdobje, za samega oporočnika oziroma za njegovo sorodstvo. Prejemniki teh plačil za maše so bile pa bodisi domače župnijske cerkve, domače podružnice ali pa take oddaljenejše in še posebej so bile priljubljene božjepotne cerkve, pri katerih naj bi te maše še prav posebej zalegle. Gre za nekako odmev tako imenovane dobre smrti, se pravi pripravljena smrt in ta komponenta, ki je opisana v oporokah, je komponenta, za katero se morajo poskrbeti zapustnikovi svojci, se pravi tisti, ki so imeli korist od te oporoke in so morali tudi za to prevzeti potem odgovornosti. Prva komponenta je pa tista, za katero je posamezni bolnik oziroma umirajoči lahko poskrbel sam. Tukaj gre pa za spoved, za maziljenje in tako naprej. Zelo so bili natančni, kako se je imel prav. In kot primer bi kar prebral tak celo cenik. Tako si je Marija Zapušek zaželela po smrti pogrebšno s kanduhtom za 6 goldinarjev, 48, 15 svetih maš, tihih za 7, 5 z libero za 11 in tako naprej. Skratka, cel cenik. Zelo redko se pojavljajo tiste stvari, ki nas v tem kontekstu še prav posebej zanimajo, se prav osebni predmeti. Kljub temu pa imamo nekako, vsaj pri kakih 2-3 te popise osebne imovine, bi pa samo omenil en zapustniški inventar bivšega, se pravi služenega vojaka Sušca iz okolice Velenja, ki je zapustil naslednjim prejemnikom, se pravi, kar pa zdaj mojega gvanta in v drugih reči pa zašafam temu vsakmu nekaj. Kar je mojega gvanta materi, kar je Platnenga, Tomažu Plajškino Priftoš, Jozefu Zakuro in delovne škorne, Martinu Pahlače, Rajbelce, Nadmukno te boli škorne. Med prejevniki v nadaljevanju dekle,
potem tam mlado švogrico, gospod Ferbolterju v Velenskem soldaški križ, visoko vrednemu gospodu Kaplanu ringelce, srebrno pokrov, fajse pa rumene hlače. Se pravi, vse se je podarilo, razen te soldaške sukne pa klobuka, kar so morali pa prodati. Do tega so šle te oporoke, skratka tudi do podarjevanja posameznih oblačilnih predmetov, pri čemer se dragocenejši, se pravi, kaki plašči, kožuhi, se najpogosteje pa tudi skrinje kot tak najbolj priljubljen del oziroma celotni del pohištva, podarja se pa tudi, kar je danes malo bolj smešno, se pravi, kaki predpasniki pa rute in podobne stvari. Tako to je tak kratek pogled v to, kar se materialnega v oporokah ponavlja. Hvala lepa, se prevečer, da smo lahko reči.